upravljanje tveganj v kriznih časih. Uspešnost upravljanja tveganj se v celotni podobi pokaže v obdobju gospodarskega zastoja, denimo v krizi, ki jo je povzročil razmah novega koronavirusa. Za mnoga podjetja je to zelo resen preizkus, kako uspešno so se v minulem času gospodarskega razcveta pripravila na krizo. Izkaže se namreč, da običajni ukrepi za upravljanje tveganj in posledično uspešno poslovanje v času gospodarske nestabilnosti niso zadostni. Poslovni partnerji in kupci poslujejo na drugačen način, prodaja je omejena, dodatne težave pa izvirajo iz večje negotovosti. Najbolj očitna posledica kombinacije neugodnih dejavnikov je izguba prihodkov ob hkratni ohranitvi obstoječih stroškov. Na današnjem SBC webinarju bomo pogledali naslednje tematike. Količina likvidnih sredstev je ključna za preživetje. Kako oceniti, ali jih ima podjetje dovolj? Kaj so stresne bonitetne ocene? Zakaj so druge nestresne bonitetne ocene v kriznih razmerah manj uporabne? Kako v času krize čim prej pridobiti čim več informacij o poslovanju poslovnih partnerjev? Kako v dani situaciji, torej stresni situaciji, lahko podjetje poveča svojo likvidnost in profitabilnost? Predavatelj dr. Srečko Devjak, BizNote svetovalec za upravljanje tveganj v podjetjih, pravi: prej, ko imajo podjetja na voljo informacije o likvidnostnem tveganju poslovnih partnerjev, prej se lahko posvetijo preventivi poslovanja, kajti kurativa je vedno zahtevnejša in časovno bolj obremenjujoča kot preventiva. Udeleženci boste predavatelju na koncu lahko zastavljali tudi dodatna vprašanja. S predavateljem sva se zmenila, da lahko dodatna vprašanja postavljate tudi med predavanjem. Webinar bo moderiral Goran Novkovič, izvršni direktor SBC-ja. Veseli smo, da se je na tokratnem SBC webinarju prijavilo kar več kot 50 slušateljev, saj je upravljanje tveganj trenutno zelo aktualna tema za vse podjetnike. Webinar bo potekal tako, da bomo poslušali predavanje, kot sem že povedal, na koncu ali vmes pa bo možnost tudi za vaše vprašanja. Na voljo imate sicer več možnosti za vaše vprašanja, lahko jih zastavite v pogovoru, chat, druga ikonca, med predavanjem in na koncu, ko bo čas za vprašanja. Lahko pa tudi na koncu predavanj dvignite roko v aplikaciji z gumbom Raise your hand, dvigni roko, to je tretja ikonca. Ko vam bo predavatelj predal besedo ali pa bom vam jaz predal besedo, vklopite zvok, po potrebi tudi video in zastavite svoje vprašanje. SBC webinar bomo tako kot doslej snemali, tako da boste danes tekom dneva prejeli tudi posnetek webinarja, prezentacijo in kontakt predavatelja za morebitna kasnejša vprašanja. Preden začnemo, prosim samo še to vse, ki ste se nam predvsem pridružili po začetku tega uvodnega dela, da izklopite zvok in video, obenem pa predajam in želim dobrodošlico gospodu Srečku Devjaku, našemu današnjemu predavatelju. Gospod Devjak, beseda je vaša. Hvala lepa, hvala za izrečene besede dobrodošlice in hvala za besedo. Kriza, ki nas je pravzaprav vse skupaj, pa verjetno ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše v evropskem prostoru, pa tudi širše na celem svetu pravzaprav presenetila s pojavom koronavirusa, je nekako se v Sloveniji pojavila v marcu in je še vedno pač prisotna. Zdaj, kako težka je, kako zahtevna je ta kriza, nam na nek način seveda kaže sam razvoj dogodkov, od same nenadne pojavnosti, ki je pravzaprav skupaj prišlo tako rekoč čez noč, do tega, kako hitro je pravzaprav država reagirala z razglasitvijo epidemije, do tega, kako hitro in presenetljivo je prišlo do ustavitve javnega življenja v spomladanskem času in seveda ne nazadnje do tega, koliko časa že vse skupaj to traja. In glede na to, da seveda še vedno ni konec, se verjetno vsem nam zastavlja vprašanje, koliko časa bo pravzaprav to še trajalo. Vsi pa vemo, da tle časa, ki traja, večje posledice to pušča
na gospodarstvo in naučili smo se tudi že pravzaprav iz prejšnjih kriz, recimo iz krize v letu 2008-2009, da pravzaprav vse učinke krize ne vidimo takoj, ampak jih praviloma vidimo s časovnim odlogom, s časovnim zamikom. Tako da posledice in pa predvsem globino gospodarske rane, ki jo bo koronavirus pustil na gospodarstvo, bomo videli z zamikom. Zdaj vprašanje je, s kakšnim zamikom, verjetno tudi različno po dejavnostih. Vemo pa vsi, da pravzaprav te posledice pač bodo. Mogoče še to, da kako resna je ta kriza, lahko vidimo pravzaprav tudi samega dejstva, da se je v upravljanje same krize, pa tudi posledic krize vključila država. Intervencionizem je redka oblika, redek pojav in seveda vsi vemo, da se to zgodi takrat, ko pravzaprav trg sam ne more v bistvu upravljati z dogodki ali pa z dogajanji, z posledicami in tako naprej. Takrat se vmeša država in zdaj se je vmešala država in država je vstopila z obliko pomoči že takoj v spomladanskem času in kot vidimo, še vedno država vstopa v dogajanje, pomaga z paketi pomoči in seveda to kaže na dodatno resnost krize, na dodatno problematiko, ki jo korona kriza prinaša in pa seveda tudi kaže na to, da pravzaprav brez teh državnih ukrepov bi bila kriza seveda samo še hujša. Jaz pa mislim, da je pravzaprav na začetku tudi vredno povedati, da to, da se je država vključila v odpravljanje posledic, ki jih je prinesel koronavirus, v lajšanje posledic, ki jih je prinesla korona kriza, da samo to dejstvo, da se je država v to vpletla, pravzaprav ne pomeni, da posledic ne bo. Jaz mislim, da to kaže samo na to, kako resna situacija je, kako resne posledice lahko pričakujemo, kako resne posledice se pravzaprav že nekako kažejo v gospodarstvu. Tako da jaz mislim, da je to samo še en dodaten znak, da je treba pravzaprav to krizo, ki nas spremlja, imati samo še z dodatno mero previdnosti, resnosti in pač na nek način seveda z dodatno mero previdnosti ali pa tudi, ne vem, če hočete, spoštljivosti, in da to, da država pomaga, to ne pomeni, da posledic ne bo. Jaz mislim, da je ravno obratno. Posledice bojo, kljub temu, da država pomaga, posledice bojo in bodo verjetno hujše, kot smo jih videli recimo v prejšnji krizi 2008-2009. No, ravno zaradi te nenadne pojavnosti koronavirusa spomladi in zaradi tega, ker se je poslovno okolje tako zelo spremenilo, smo pravzaprav mi na Bisnovu razumeli, da je situacija resna, da je bistveno drugačna, da se je poslovno okolje bistveno spremenilo, predvsem pa smo nekako tudi ugotovili, da je pojav koronavirusa prinesel veliko mero negotovosti v podjetja, zato ker noben več pravzaprav ni dobro vedel, kaj se pravzaprav dogaja, kaj se pravzaprav dogaja v poslovnem okolju. Jaz mislim, da se je vsak pravzaprav najprej zamislil za sebe, pogledal, kako on sam posluje. Seveda takoj potem pa je naslednja misel bila, kako dobro poslujejo moji poslovni partnerji. Na eni strani tako kupci kot tudi dobavitelji.
In vprašanja, pravzaprav, ki so se nekako začela v podjetjih pojavljati, so bila tako tista, ki se dotikajo same likvidnosti poslovnih partnerjev, kot tudi tista, kakšne učinke, dolgoročne posledice lahko pusti korona kriza na pač poslovne partnerje. No in v tej luči smo mi na Bisnodu razvili dve novi bonitetni informaciji. Na eni strani je to prva bonitetna informacija, ki smo jo poimenovali čas preživetja in se osredotoča na likvidnost vaših poslovnih partnerjev. Druga bonitetna informacija, ki je pa pravzaprav bonitetna ocena v razmerah stresa, smo jo pa poimenovali stresna bonitetna ocena. Zdaj, kaj pravzaprav je namen ene in druge, ne? Obema je pravzaprav skupno to, skupni imenovalec obema je pač dejstvo, da sta razviti oziroma dizajnirani za uporabo v času, ko je gospodarska kriza. Se pravi, njuna primarna vloga ali pa namen ali pa uporabnost je takrat, ko je v poslovnem okolju gospodarska kriza. In ravno v tem času sta tudi najbolj uporabni, ne? Bolj uporabni od drugih bonitetnih informacij in bonitetnih ocen, ki jih poznamo in ki recimo so tudi na razpolago v podatkovnih portalih Bisnode. Preprosto zato, ker vse druge bonitetne informacije in bonitetne ocene so razvite, so dizajnirane za uporabo v mirnodobnem času, takrat, ko so razmere v poslovnem okolju normalne, ko ni krize, ko ni stresa, ko ni sprememb in takrat, ko pa se pojavi kriza, je pa treba seveda stvari spremeniti, ne. No in zdaj, če pogledamo v samo definicijo ene oziroma druge bonitetne informacije, ta prva čas preživetja je takšna, ki se fokusira na likvidnost in njen primarni namen je pravzaprav ugotavljati, koliko likvidnih sredstev imajo vaši poslovni partnerji na razpolago danes v času krize in kaj to pravzaprav za njih pomeni zdaj, ko so razmere v poslovnem okolju spremenjene, ko so zaostrene, ko je dostop do likvidnih sredstev spremenjen v odnosu glede na čas prej, ko krize ni bilo, kaj to pravzaprav zdaj za njih pomeni. No in če pogledamo, kaj se je dogajalo spomladi, in to je prav tisto, kar smo imeli mi na Bisnodu pred očmi, takrat, ko smo te nove bonitetne informacije razvijali. V spomladanskem času je prišlo razmeroma hitro do zaustavitve javnega življenja in poslovnega življenja. Določene dejavnosti so bile bolj prizadete, vsi vemo, katere so to bile, verjetno v večji meri so bile prizadete dejavnosti, kot so gostinstvo, turizem, sejemska dejavnost, kongresna dejavnost in tako naprej. Skratka, vse tiste dejavnosti, ki imajo v bistvu neposredno stik z ljudmi, ki nekako servisirajo širšo množico ljudi istočasno, takrat, ko prihajajo ljudje na kup. Tiste dejavnosti pravzaprav so bile najbolj prizadete, zaradi tega, ker seveda je bilo ravno tako početje tisto, ki je najbolj prispevalo k širjenju okužb s koronavirusom. No in mi smo pravzaprav nekako pri razvoju te nove bonitetne informacije čas preživetja nekako razmišljali tako. V redu, zdaj, če gledamo eno posebno specifično dejavnost, če je njeno poslovanje omejeno ali pa popolnoma onemogočeno zaradi državnih ukrepov, seveda prihodkov iz poslovanja ni, denarnega toka iz poslovanja ni, na drugi strani se pa še vedno seveda pojavljajo določeni
stroški, ki so relativno fiksne narave, ne. Se pravi, na eni strani so to seveda zaposleni, ki jih podjetje ima in ki konec vsakega meseca dobijo plačo in tako naprej, ne. Do nekih, kaj pa vem, storitev drugih podjetij, ne vem, v primeru manjših podjetij to mogoče računovodski servisi, storitve varovanja in tako naprej, ne. To tudi, ker ne moreš kar tako odpovedati. Ne vem, mogoče kakšni krediti, ne nujno do bank, mogoče do tretjih, ne. To tudi ne moreš kar, bom rekel, se dogovoriti tako enostavno za kakšen moratorij in tako naprej in tako naprej. Skratka, obstajajo določeni fiksni stroški, ki jih je pa kljub temu treba še vedno plačevati, ne. In naš način razmišljanja je šel v to smer, da pogledamo, koliko nekih najbolj likvidnih sredstev v obliki denarja, denarnih ekvivalentov in podobno, vsako podjetje ima na zalogi pri sebi in jih seveda lahko uporabi prav v takšnih zaostrenih stresnih razmerah za pokrivanje svojih teh relativno fiksnih stroškov. Seveda več kot podjetje ima nekih najbolj likvidnih sredstev, denarja, denarnih ustreznikov in drugega podobnega premoženja, tem bolj je v bistvu pripravljeno na krizo, tem bolj se v tej krizi lahko znajde in tem dlje časa lahko preživi, če bo rekel te zaostrene razmere, ko mogoče ni dostopa do nekih alternativnih oblik financiranja, ni, ali so pa, rekel, omejene, ali so mogoče tudi logistično težje dostopne, ne. Recimo, če pogledamo spomladanski čas, vsi vemo, da je bil tudi dostop do bank omejen, ne. Tudi ni bilo mogoče tako enostavno priti do banke, ni bilo možno na tako enostaven način komunicirati z banko, kot je to bilo pred krizo, ne. Poleg tega, ne, da se pojavlja kriza in kot vsi vemo, ne, takrat, ko nastopi kriza, je mogoče še najbolj previdna prav banka, ne, ker če pogledate vi sami sebe, vi točno veste, koliko imate posla, kakšen volumen je, če se je zmanjšal, za koliko se je zmanjšal, kaj to pomeni za vašo bilanco in tako naprej, ne. Banka je v bistvu od teh informacij še oddaljena za dodatni korak in v bistvu ona ve toliko manj, kar veste vi, ne. In zaradi tega v bančništvu pač takrat, ko nastopi kriza, velja dodatna mera previdnosti, ne. In četudi je vse, bom rekel, v očeh podjetnika relativno normalno ali pa da ni prevelike prizadetosti, da ni velike, bom rekel, spremembe pri poslovanju, v bistvu banka tega ne ve v tako pristni obliki, kot ve to podjetnik. No, in zato smo mi definirali to metriko čas preživetja in ta metrika čas preživetja pove, koliko časa lahko eno podjetje v razmerah gospodarske krize, kakršna je koronavirus, kriza, ki jo je sprožil koronavirus spomladi, ko je poslovanje podjetij na trgu omejeno ali pa popolnoma onemogočeno, preprečeno, koliko časa lahko v takih okoliščinah neko podjetje preživi s tem, da tekoče plačuje svoje zapadle obveznosti, ne. In čas preživetja merimo v dnevih, se pravi, koliko dni v takih okoliščinah lahko podjetje preživi s svojimi lastnimi zalogami likvidnih sredstev. Zdaj, vsekakor se strinjam z vami, ne, da te razmere niso bile enakovredne za vse panoge. Nekatere panoge, kot že rečeno, so bile bolj prizadete, druge manj, ampak če pogledamo samo naravo krize, ne, saj pred nastopom korona krize noben od nas ni vedel, katera panoga bo najbolj nastradala, ne. Če se postavite na dan 12. marec 2020, ko je bila epidemija prvič v Sloveniji razglašena, ne, kdo je takrat vedel, da bo, ne vem, dejavnost če hočete, ena od tistih, ki bo najbolj obremenjena, ne, ki bo najbolj prizadeta, ne. Noben to ni vedel, ne. In ravno v tej luči, ne, smo mi pri računanju časa preživetja za slovenske
poslovne subjekte, smo rekli, vse bomo postavili v enak položaj. Kaj, če se to zgodi prav v vsaki dejavnosti na enak način, v enaki meri, kot se je to recimo zgodilo dejavnosti ali pa še kjeri, sejemski dejavnosti, kongresni dejavnosti, ne vem, frizerjem in tako naprej. Kaj, če se to, da ne moreš delati biznisa, jutri zgodi katerikoli dejavnosti, ne? In to je izhodiščna logika pri izračunu časa preživetja. Poglejmo, kako je za vsako podjetje, če ne more opravljati dejavnosti, koliko časa pa lahko to podjetje preživi v takih zaostrenih razmerah. Tako da v bistvu čas preživetja mi računamo za vsa podjetja na enak način. To pomeni, da predpostavljamo, da je njegova prodaja na trgu omejena ali pa popolnoma onemogočena in da mora še vedno plačevati te relativno fiksne stroške, tako tekoče kot zapadajo, in merimo čas, koliko časa lahko to podjetja preživijo. Zdaj, mi smo za namen tega seminarja pripravili izračun časa preživetja za vse vas, ki ste člani SBC-ja. In jaz bi vam zdaj to rad pokazal. Samo trenutek, prosim. Mogoče potrebuje take pomoči? Veste, kako, ne vem, bom še enkrat tole... Poskusite se, pa lahko prosite nam po mailu, pa bomo mi mogoče potem dal na... Vse bi moralo biti vse v redu, moj računalnik je počasen in tudi se ne odziva tako, kot si je želel. Ok. Ok, jaz bom kar takole naredil. Super, vidimo. Je, no, fino. Evo takole. Se pravi, to so rezultati izračuna za člane SBC-ja. Histogram prikazuje čas preživetja članov SBC-ja po dejavnostih. In v izračun so bile vključene vse dejavnosti oziroma vsa podjetja, razen tistih, kjer je samo eno podjetje v dejavnosti. Mislim, da je bila taka dejavnost recimo A, pa E, pa R so bile take dejavnosti. No, ta podjetja so bila iz izračuna izključena iz preprostega razloga, ker je samo eno podjetje v dejavnosti in v bistvu potem za to dejavnost ne prikazujemo povprečje dejavnosti, ampak v bistvu kar rezultat za to posamično podjetje, to pa ni namen te analize bil. Namen te analize je pokazati povprečen čas preživetja po dejavnosti, ne? In ni namen bil prikazovanje individualnih rezultatov. No, zdaj, če pogledamo skupaj tale histogram,
je treba najprej povedati dvoje. Prvo, treba je povedati, da ta račun temelji na predpostavki, da prihodki od prodaje zaradi krize upadajo za 100% na nič. Se pravi, predpostavljamo, da se čisto vsaki dejavnosti zgodi tisto, kar se je zgodilo dejavnosti spomladi, pa tudi zdaj, ko pač je poslovanje za podjetje iz te dejavnosti prepovedano. Se pravi, ta isti scenarij apliciramo na vse druge dejavnosti, to je prva stvar. In druga zadeva, ki jo je treba povedati, mi na Bisnote ta izračun osvežujemo na mesečnem nivoju in pri tem upoštevamo dejanski dosežen bruto domači proizvod po dejavnostih, kot ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Dodatno k temu pa upoštevamo še sprejete vladne ukrepe v smislu pač omejevanja širjenja koronavirusa, restrikcije, recimo zdaj tale ponovna ustavitev ali pa omejitev poslovnega življenja bo tudi vplivala na to, ker potem delamo projekcije za naslednji kvartal. In kot vidite v tem grafu, čist gor v glavi oziroma v naslovu piše po dejavnostih za konec leta 2020. Se pravi, mi smo naredili projekcijo gospodarske aktivnosti do konca leta 2020, kar je zdaj čez en mesec bo, in smo v bistvu na zadnji dan v letu 2020 na podlagi ocenjene pričakovane gospodarske aktivnosti do konca leta smo naredili ponovni izračun časa preživetja za vas, ki ste člane SBC-ja na 31.12.2020. No in zdaj, kot lahko vidite, tale rdeča črtkana črta prikazuje povprečje za celotno ekonomijo Slovenije. Na ta dan, torej na 31.12.2020 je povprečje za slovensko gospodarstvo, povprečen čas preživetja je 94 dni. No in to je točno toliko, kot imajo v povprečju čas preživetja vsi vaši člani, vsi vi, ki ste člani SBC-ja in ste v dejavnosti gostinska dejavnost. Edina nadpovprečna pravzaprav dejavnost je dejavnost iz razumljivih, jasnih, logičnih razlogov, se pravi dejavnost, ki je povezana z informacijsko tehnologijo in tako naprej, in vsi vemo, da pravzaprav je to dogajanje oziroma ta narava, te krize pravzaprav blagodejno oziroma pospeševalno vplivala na to dejavnost. Zdaj, pri drugih dejavnostih pa vidimo pravzaprav, da so, kar se tiče časa preživetja, podpovprečne. Je pa treba gledati to informacijo nekako v kombinaciji z boniteto podjetij, se pravi z kapitalsko močjo, z solventnostno močjo. No in to je pa ta druga bonitetna informacija, ki smo jo na Bisnote razvili za uporabo v času gospodarske krize, to je tako imenovana stresna bonitetna ocena. Se pravi, mi smo se zavedali dejstva, da bo ta gospodarska kriza oziroma da bo ta korona kriza imela dolgoročne učinke, da bo imela učinke tudi na kapitalsko moč, na solventnostno moč podjetij, seveda to je dolgoročna posledica, in da se bo zaradi tega bonitetna ocena podjetij spremenila. Zaradi krize se običajno bonitetna ocena podjetij zniža. No in to je bilo tisto, kar je bil naš motiv za definicijo te druge bonitetne informacije, tako imenovane stresne bonitetne ocene. Zdaj, kako smo mi v bistvu okrog tega razmišljali, okrog definicije stresne bonitetne ocene? Pravzaprav to, kar sem kar povedal, je bilo vsebinsko izhodišče. Pa smo pa na začetku, spomladi, ko se je kriza pojavila, nismo imeli seveda takrat še nobenih izkušenj, kakšna bo korona kriza, kakšne učinke bo imela na gospodarstvo in tako naprej. Zato smo takrat pravzaprav začeli razmišljanje na naslednji način. Pa smo rekli, dobro, če se zazremo v preteklost, potem vemo, da je prejšnja kriza bila leta 2008-2009, takrat se je začela.
Tista kriza je bila tudi močna, je bila huda, je pustila dosti velike posledice na gospodarstvo. Vsak tudi ve, kakšne posledice je pustila za njegovo panogo, na njegovo podjetje in tako naprej. In ravno zaradi dejstva, ker je bila huda ta kriza leta 2008-2009, je pravzaprav dobro izhodišče, da pogledamo, kakšna bi bila bonitetna ocena zdaj ali pa kakšne posledice bi na gospodarstvo in na podjetja pustila kriza, če bi se ta kriza iz 2008-2009 zdaj ponovila še enkrat. Se pravi, kakšne posledice bi to pustilo na gospodarstvo, oziroma povedano drugače, kakšne bi bile bonitetne ocene podjetij, če bi se kriza iz leta 2008 zdaj ponovila in če predpostavljamo, da bo ta korona kriza imela podobne posledice ali pa podobne učinke. To je bilo naše razmišljanje spomladi. No, zdaj, na jesen smo pa v bistvu to nadgradili še z dodatnim scenarijem in ta scenarij pravzaprav v večji meri povzema izkušnje iz spomladanskega časa s korona krizo. Zdaj pravzaprav že imamo določene izkušnje, kaj je v drugem kvartalu korona kriza, kakšne posledice je pustila na posamične panoge, tudi na posamična podjetja. Vemo dosti več o tem, kaj koronavirus kot sprožilec te korona krize počne v ekonomiji. No, in v bistvu na tej podlagi pravzaprav tudi vemo, lahko definiramo ali pa povzamemo naše izkušnje iz pomladi in rečemo, dobro, to je pa tisto, kar je koronavirus naredil. Kaj pa, če pravzaprav to, kar se je zgodilo spomladi, upoštevamo? Dodatno k temu upoštevamo, da je bil tretji kvartal je bil ekonomsko vzpodbuden. Vsi vemo, tudi nedavna objava podatkov na Statističnem uradu Republike Slovenije to potrjuje. Zdaj za četrti kvartal pa tudi pravzaprav vsi spremljamo, kaj se dogaja in lahko pričakujemo, da bo ta četrti kvartal nekako podoben drugemu kvartalu. Če gledate že samo dolžino časovnega obdobja, ki je poslovno življenje na nek način omejeno ali pa v nekih primerih tudi popolnoma ustavljeno, zdaj že tretji teden teče, pa ne vemo, kako bo še za naprej. Se pravi, lahko pričakujemo, da bo rezultat v četrtem kvartalu podoben kot v drugem. No in v bistvu, če to nekako povzamemo, lahko nekako zaokrožimo leto 2020 in nekako lahko ugotovimo, kako se bodo gibale makroekonomske variable in posledično lahko pravzaprav na tej osnovi naredimo novo kalkulacijo, kjer nekako pokažemo, kako ali pa kjer lahko simuliramo, na kakšen način bo korona kriza pustila posledice na bonitetnih ocenah podjetij. No in to pa prikazujemo v naslednjem grafu, takole. Tukaj pa v bistvu vidimo dvoje. Najprej vidimo bonitetne ocene vas, ki ste SBC člani, izpred začetka krize, to je ta modri histogram. Potem pa vidimo še tale rdeči histogram, no to so pa stresne bonitetne ocene, zaradi posledic, ki jih je pač prinesel koronavirus. To so pričakovane spremembe, pričakovane bonitetne ocene, niso dejanske, seveda ne, zato ker pač še nimamo računovodskih izkazov, na to bo treba še malo počakati, no, ampak gre pa za neko simulacijo, za neko ilustracijo, kaj pravzaprav lahko pričakujemo glede na razvoj dogodkov v poslovnem okolju, glede na gibanje makroekonomskih variabel, če hočete BDP-ja, brezposelnosti, tudi tečaja in pač tudi drugih variabel. No in kar je tle zanimivo nekako izpostaviti, je, če gledate prvi dve najvišji bonitetni skupini, se pravi trojni A kot najboljša bonitetna ocena in pa dvojni A kot druga najboljša bonitetna ocena,
lahko pravzaprav vidite, da se zaradi krize število podjetij, ki ima zdaj trojni A, se bo predvidoma zmanjšalo in zmanjšalo se bo predvidoma za en bonitetni razred. Vidite, vsi oni, ki ste imeli trojni A tik pred krizo, nekaj od vas po krizi mogoče ne bo več trojni A, ampak bo ta prehod v sosednjo skupino, to je v dvojni A, kar je druga najboljša bonitetna ocena in to pove dvoje pravzaprav. To pove, da prvič, vsi tisti, ki ste že zdaj trojni A, ste zelo kapitalsko in solventnostno močni in imate dober poslovni model. Druga zadeva pa to pomeni, da kriza bo imela nek učinek na nekatere od tistih, ki imate trojni A, ampak to bo premaknilo bonitetno oceno navzdol za samo en razred v drugo najboljšo kategorijo, dvojni A, in to pravzaprav lahko pričakujemo samo od takih podjetij, ki so kapitalsko močna, ki imajo dober poslovni model, ki imajo dobro mrežo poslovnih partnerjev in ki imajo dolgoročno vzdržen model poslovanja. Od nekih drugih podjetij, ki to nimajo tako dobro definirano, kot imate vi, bi potem lahko pričakovali oziroma bi verjetno videli, da bi prišlo do premika za več kot za en bonitetni razred, mogoče za 2, 3 ali pa celo 4 bonitetne razrede navzdol. Tle vidite, da je takih prehodov navzdol v 2 ali 3 bonitetne ocene niže je zelo malo. No in to je tisto, kar je, jaz mislim, da treba upoštevati pri tem, ko gledamo tole likvidnostno sliko. Vse nekatere panoge imajo nižjo likvidnost od povprečja gospodarstva, ampak pravzaprav to si lahko privoščijo podjetja, ki so kapitalsko močna in ki imajo dobre poslovne modele, ki imajo čvrste in zanesljive mreže poslovnih partnerjev, dobaviteljev in kupcev, kar vidimo na tej sliki, in to ste pravzaprav vi. Se pravi, banke imajo pravzaprav ravno take gospodarske subjekte, kot ste vi, najrajši, kar pomeni, da tudi če likvidnosti zmanjka, recimo v kriznem času, je pridobitev te likvidnosti pri bankah zaradi tele kapitalske moči mnogo bolj enostavna, kot če te kapitalske moči ni. In v bistvu si nižjo likvidnost lahko privoščijo ravno taki poslovni subjekti, ki ste vi kapitalsko močni. Tako, zdaj na naslednji prosojnici prikazujemo to, kar sem ravnokar zdaj povedal še v številkah. Če pogledate, trenutna bonitetna ocena, to je taka obkrožena v tem prvem stolpcu, ki je trojni A, kako se premika, kako se bonitetna ocena zmanjša v času stresa, v času gospodarske krize. A vidite, 58% od vseh vas, ki imate zdaj trojni A, ga boste imeli zelo verjetno tudi po krizi. 36% od tistih, ki imate zdaj trojni A, boste morda, se bo vaša bonitetna ocena po korona krizi zmanjšala, ampak za en bonitetni razred na dvojni A. Potem pa ostalih premikov, ki so večji kot za en bonitetni razred, se pravi za 2, 3 bonitetne razrede je pa zelo malo, kot lahko vidite iz te slike, 5 plus 1, 6% je takih, zelo malo, in ni večjih premikov, kot je to. A vidite, v dvojni B več ne pade noben in v razrede nižje kot dvojni B več ne pade noben. To je ta ključna ugotovitev, pa podobno pravzaprav lahko vidimo tudi za tiste, ki imajo dvojni A pred krizo. 48 je takih, ki bodo to bonitetno oceno zadržali, 30% je pa takih, ki se jim bo bonitetna ocena
poslabšala za en razred, 7% je pa celo takih, ki se jim bo bonitetna ocena zboljšala. To so verjetno oni, ki so v dejavnostih, ki jim ta korona kriza predstavlja vodo na mlin, IT dejavnosti in tudi druge. Tako, no, zdaj pa mogoče jaz predlagam, da pogledamo, če imamo kakšna vprašanja po klepetu ali pa če je mogoče kdo že dvignil roko ali pa če ima mogoče kdo kakšen komentar ali pa kakšno izkušnjo zapovedati ali kakšno mnenje v povezavi s tem, kar sem do zdaj povedal. Hvala lepa, dr. Devjak. Predlagam, da kar začnemo z vprašanji. Mnenji. A kdo kakšno vprašanje? Samo trenutek. Eden od naših slušalcev sprašuje naslednje. Predvidevam, da za ad hoc izračun časa preživetja upoštevamo razmerje med fiksnimi stroški in likvidnostjo. Ja, v bistvu je to na podoben način definirano, nekoliko drugače. Pravzaprav mi gledamo, koliko je fiksnih stroškov, tako, in gledamo, koliko je pač pravilno, koliko je likvidnosti, se pravi denarja, denarnih ustreznikov in podobnih likvidnih sredstev. Pravilno, točno tako je. Ja. Še kakšno vprašanje, mnenje? Sicer imam jaz eno vprašanje, mogoče samo za potrditev, ampak bom šel kasneje, ker gospod Matej sprašuje nekaj. Sprašuje, če so ti novi rezultati oziroma izračuni že vidni na GVIN-u. Ja, niso vidni na GVIN-u in tudi zaenkrat, tudi verjetno zaradi tega, ker je to zelo sveža, zelo nova rešitev, to ni namen, da bomo to vključili v GVIN. Zagotavljamo pa to že zdaj nekaterim poslovnim uporabnikom bistveno rešitev na čist pač bilateralni osnovi, to se pravi neko podjetje, ki ga zanima, na kakšen način poslujejo njegovi poslovni partnerji, mi te čase preživetja pa stresne bonitetne ocene zračunamo in potem dostavimo v uporabo, ne. In to počnemo pač vsak mesec osvežimo rezultate, tako da vsak potem ima vsak mesec najbolj sveže rezultate za odločanje na razpolago. Še kakšno vprašanje, mnenje? Sicer mogoče jaz eno zastavim, samo kot poudarek, da bodo ljudje razumeli, mogoče še enkrat, vaš histogram glede likvidnosti oziroma preživetja je kazal, to ste tudi poudarili, možnost oziroma zmožnost preživetja glede na lastne zaloge likvidnosti. Ker pa so podjetja kapitalsko močna, seveda not ni všteto, da si lahko privoščijo sposojeno likvidnost še dodatno, ne? Sem dobro to razumel? To ste pravilno povedali, ja, to ste pravilno povedali. Zdaj, ne vem, zanimivo bi bilo pravzaprav tudi slišati kakšno izkušnjo od koga iz prve roke, ne, kako je bilo mogoče predvsem v spomladanskem času, ne, jaz bi si predstavljal, tako kot sem že prej povedal, ne, takrat, ko je pač kriza prišla, so bile banke tudi šokirane, po moje še bolj kot podjetja, ne. In vedno pač prihaja do zmanjšanja obsega informacij, če vzamete podjetnika, ki dela na trgu, ne, on ima največ informacij o tem, kako on sam posluje, kako se trg odziva, kako kupci kupujejo, poslovni partnerji, on ima največ informacij, ne. In to količino informacij pravzaprav nikoli v 100% meri ne dobi banka, ker jo ne more dobiti, ne, ampak jo dobi v manjši meri, ne vem, 80%, tudi
Pa ne, da bi bil kakšen namen prikrivanja informacij, sploh ne, ampak težko je verjetno opisati na 100% točen in natančen način, kaj se v bistvu pri tvojem poslovanju dogaja, to prenesti banki. Ne moreš tega narediti, ne? In tudi dodatno, kar je še pomembno, je, da banka pravzaprav ne ve, ok, danes je tako, kaj bo pa čez en mesec, kaj bo čez 2 meseca, ne? Ker če ti vzameš likvidnostno posojilo, danes ga ne boš vrnil jutri, ne? Ampak ga boš vrnil čez čas, ne? In v bistvu to banko zanima, ne? A boš ti pravzaprav, ne vem, če vzameš likvidnostno posojilo za 6 mesecev, ali jaz ne vem za koliko časa, ne? A ga boš čez 6 mesecev kot podjetje sposoben poplačati, ne? To banko zanima. Zdaj, če odgovor na to vprašanje je ja, pa itak ni nobenega problema pri odobritvi tega posojila, ne. Banka tako rada daje posojila in to je itak njena osnovna dejavnost, ne. Problem je samo ta informacijska asimetrija, ne, ki obstaja na nek način med podjetnikom pa med bankom, ne. In banke so, kot rečeno, v kriznih časih so vedno zadržane, so vedno previdne, ne. Vedno želijo razumeti, kaj se dogaja, preden pride do financiranja. Zdaj, seveda, dokler banka to nekako razišče, ugotovi, analizira in tako naprej, mora pa vsako podjetje preživeti, ne. In zdaj, na koga se lahko nasloniš takrat, če hočeš nekdo, ki na trgu ponuja likvidnost, to analizira, ne, ti moraš takrat še vedno plačevati, na koga se boš naslonil, ne. Zdaj, v prvi vrsti se lahko nasloniš na svojo likvidnost, ne, potem ne vem, kaj še pride v poštev, ne. Ti rabiš likvidnost prej, kot ti jo je nekdo, recimo, kot ti jo lahko zagotovi, ne. Tako da ta moment, ne, zamika, prvič asimetrije informacije, drugič zamika v odobritvi financiranja je lahko zelo pomemben, ne. Kot rečeno, je bilo pa zanimivo slišati kakšno izkušnjo iz prve roke, no, če je kdo v taki situaciji bil, da je kaj vprašal, pa kakšen odziv je dobil, pa tako naprej, ne. Po mojem je bilo to zelo zanimivo slišati, če bi bil kdo pripravljen to deliti. Ima kdo mogoče kakšno dobro izkušnjo ali pa ne tako dobro izkušnjo z bankami v tem času? Ne? Ja, bančne zadeve so bolj tajne, ne? Tako da mogoče tudi zaradi tega, ne. Jaz imam še eno vprašanje oziroma en predlog. Pri preživetvenem oziroma likvidnostnem grafu imate povprečje preživetja za celotno gospodarstvo. Ali ga je mogoče nadgraditi tako, da bi poleg stolpcev za SBC člane po teh panogah imeli tudi povprečje za gospodarstvo po panogah? Ker to bi jim mogoče pripomoglo k temu, da se lahko primerjajo po panogah, kje približno so. To je možno narediti, seveda, ker mi podatke za gospodarstvo imamo in to bi lahko dodali, to je možno narediti, ja. Super. Pa je še eno zadnje vprašanje, sicer zakaj menite, da bo ta kriza srednjeročno, če sem vas dobro razumel, lahko tudi hujša kot tista 2008-2013? Sprašujem zaradi tega, ker so mnenja analitikov zelo različna. Nekateri menijo, da lahko pride do kar hitrega vzpona nazaj. To se je deloma že zgodilo recimo med prvim in drugim valom. Nekateri drugi pa opozarjajo na to, da je zadeva pravzaprav lahko takšna kot 2008, rečemo za Slovenijo 2013, ne samo 2008-2009. Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz tako mislim, iz razlogov, ki sem jih prej omenil, ne. Zdaj, mi opazujemo državni intervencionizem, ne. In ta državni intervencionizem se je začel marca in še zmeraj traja, ne. In po napovedih Ministrstva za gospodarstvo, zdaj je pred nami PKP6 in pripravljajo se novi paketi, ne. Ker seveda obstaja predvidevanje, da bodo pač potrebni, ne. Zdaj, in potrebni bodo, ker jih pač gospodarstvo potrebuje ali pa jih pač bo potrebovalo, ne. Zdaj, seveda vprašanje je, koliko časa pravzaprav to še lahko traja, ne, ker zdaj pravzaprav neka, rekel, taka hitra ugotovitev bi lahko bila dobro, saj cepivo je na poti, ne. Zdaj, Moderna je tudi že objavila, da je 3. faza pravzaprav zaključena. Včeraj so povedali ugotovitve učinkovitosti cepiva, ne, in zdaj pač vsi pravzaprav čakamo na to, kdaj bo cepljenje pravzaprav se začelo, ne. Zdaj, jaz mislim, da je tle bolj pomemben nek drug moment, ne. Jaz mislim, da je bolj pomemben moment ta, ne, da so se gospodarski subjekti v državi nekako navadili na to ali pa se zanašajo na to, da je država tam, ki bo zagotovila pomoč v različnih oblikah, ne. In to
Jaz mislim, da torej to zanašanje na to državno pomoč je po eni strani seveda dobro, ker je državna pomoč na razpolago, po drugi strani je pravzaprav lahko tudi problematično, ne? Ker kaj se pa zgodi, če te pomoči v nekem trenutku iz takšnih ali pa drugačnih razlogov več ni, ne? Pa se pa pravzaprav cela struktura, če hočete, se podre, ne? Ti se zanašaš na to, da pomoč bo, se na to naslaneš, pa ta stebriček nekako zgine, ne? Se pa lahko prevrneš, ne? In to je tisto, kar se mi zdi, da je problematično, da je v državi, v Sloveniji, če hočete, ne? Mogoče preveliko zanašanje na to državno pomoč, pa premajhno na samega sebe, pa na prilagajanje svojih internih postopkov v podjetju ali pa dosedanjih poslovnih praks na novo okolje, ne? Se pravi, jaz vidim kot problematično to, da se podjetja premalo prilagajajo na novo poslovno okolje in da se premalo zanašajo na same sebe, da bi prilagodile svoje poslovne postopke, način odločanja in tako naprej, in da bi bila pač bolj samostojna, ne. Tle jaz vidim to kot problematično, ne. Zato jaz mislim, da je lahko potem pač učinek krize ali pa posledice so lahko pač hujše, ne. V redu, imamo še kakšno vprašanje, mnenje? Samo trenutek. Gospod David Črešnik sprašuje, spremljanje likvidnosti poslovnih partnerjev je omejeno na zadnje objavljene računovodske izkaze podjetij, zato nimamo ažurnih informacij, ali je smiselno posledice krize na lastno poslovanje, ki je izmerjeno v naših računovodskih izkazih, aplicirati na naše partnerje in s tem simulacijsko poslabšati njihove izkaze za leto 2019, seveda odvisno od SKD, velikosti in podobno. Da bi na primer relativni padec naših prihodkov, rast neplačanih terjatev, rast tujih virov financiranja in podobno preslikali v izkaze partnerjev. Ja, to je seveda možno narediti. Mi na Bisnovu smo ta problem te dinamični, po eni strani pomanjkanja ažurnih računovodskih informacij, po drugi strani pa pač dinamičnega razvoja ekonomije in pač poslovanja BDP-ja, če hočete, smo rešili na ta način, da smo pravzaprav vključili v izračun ažurne podatke o BDP-ju po dejavnostih, kot ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije, ne. Na ta način pravzaprav vemo, kako dobro so poslovale posamezne panoge v minulem kvartalu ali pa v minulih kvartalih, ne. Zdaj imamo podatke za pretekle 3 kvartale v letošnjem letu, ne. Dodatno k temu pa pravzaprav za naslednji kvartal pa v bistvu mi predvidevamo z ekonometričnim modelom, kaj pričakujemo, kakšna bo predvidoma gospodarska aktivnost in pa BDP že spet po dejavnosti, ne. Toda v bistvu ta naš izračun čas preživetja temelji na čim bolj na vseh ažurnih podatkih, ki jih lahko dobimo od primarnih virov, Statistični urad je tle eden največjih. In druga zadeva so, bom rekel, predvidevanja za naslednji kvartal, to pa pač delamo na osnovi izkušenj iz preteklih let, ne, ker pač pokazalo se je, ali pa vsi dobro vemo, ne, da je vsak kvartal je tipičen in je sezona za neko dejavnost, če gledate z vidika prometa prodaje, ne. Pač december je sezona, ne vem, za dejavnost to pa to, ne, za neke druge dejavnosti, ne vem, za mogoče hotelirstvo v Portorožu pa pač ne, če dam nek tak zelo pač banalen primer, ne. In to se pokaže skozi, bom rekel, leta, ta zakonitost, no, in to je tisto, kar mi upoštevamo pri tem, ko ocenjujemo, kakšna bo predvidoma gospodarska aktivnost v naslednjem kvartalu. In vse to, kar počnemo in to, kar je gospod Črešnik vprašal, ne, vse to počnemo z namenom, da je ta izračun rezultat časa preživetja v bistvu čim bolj ažurna informacija, ki jo mi lahko zagotovimo našim uporabnikom, da potem oni lahko sprejemajo informirane poslovne odločitve na svežih, ažurnih podatkih, pač čim bolj svežih, kar je pač možno dobiti v Sloveniji na osnovi razpoložljivih podatkov, ne. Eno podvprašanje, če lahko, rekli ste, da na podlagi ekonometričnih podatkov lahko že vsaj malo predvidevate, kaj se bo zgodilo tudi v 4. kvartalu. Imate kakšno oceno nasploh, kakšen bo padec glede na 4. kvartal lani? Nismo v tej luči
Mislim, analizo smo naredili, ampak zdaj se ne spomnim podatka, kakšen je rezultat v primerjavi z četrtim kvartalom lansko leto, to, kar ste me vi vprašali. Naše mnenje je, če v eni taki poenostavljeni obliki povem, glede na to, kako spremljamo, kaj se dogaja v poslovnem okolju, ne, tako kot sem prej rekel, zdaj že tretji teden teče pač ta tako imenovani kvazi lockdown v Sloveniji, ne. Zdaj, kaj bo za naprej, ne vemo, ne, ampak nekako z vsakim tednom, ko imamo to omejitev ali pa omejitev poslovnega življenja, javnega življenja na nek način, če hočete, ne, z vsakim dodatnim tednom postaja ta kvartal bolj podoben drugemu kvartalu, ne. Tako da, dobro, ljudje smo se tudi do določene mere prilagodili, to je res, ne, zdaj že obstajajo določene, rekel, online prodajne možnosti ali pa dostavne možnosti ali pa poslovne možnosti, ki jih v drugem kvartalu še ni bilo zaradi šoka in pač hitrosti pojava koronavirusa, tako da bo verjetno končni učinek za četrti kvartal vendarle malenkostno manj negativen, kot je bil drugi kvartal, ampak še vedno pa po naši oceni lahko pač pričakujemo kar precejšen upad gospodarske aktivnosti v četrtem kvartalu. In prav tako v prvem kvartalu drugo leto, ne? Tako je. Mogoče šalo malo zares. Nekdo mi je rekel pred dnevi, da se bo verjetno leto spremenilo zaradi te korona krize, da bo trajalo od marca do marca, ker pričakuje se v drugem kvartalu, potem pa razredi na lani, če bo cepivo seveda distribuirano, kot se pričakuje in če ne bo večjih zapletov. No, to, kar ste ravno kar zdaj omenili, se opravičujem, ker sem kar skočil v besedo, no. Recimo še ena zanimivost iz prakse, ne. Mi smo imeli ravno prejšnji teden en razgovor na to isto tematiko z enim izmed naših uporabnikov. No, in kot zanimivost je povedal to, ne, da mi smo izračunali rezultate za nekatere njegove poslovne partnerje, no, potem smo tiste rezultate tudi skupaj pač pogledali, ne, in je ta uporabnik rekel, da je pravzaprav presenečen nad našimi rezultati, zaradi tega, ker v bistvu ugotavlja, da so rezultati zelo dobri, po njegovem mnenju, ne, zanesljivi, uporabni, ne. Je pa rekel, da je opazil to, da pravzaprav nekateri njegovi poslovni partnerji, kljub temu, da naši rezultati kažejo na to, da so likvidni te pač poslovni partnerji, da tudi on misli, da imajo denar, ne plačujejo redno, zaradi tega, ker po njegovem mnenju pač šparajo denar, ker ne vejo, kako dolgo bo še ta kriza trajala, pa kakšne posledice bo pustila, in pravzaprav je opazil to spremembo v obnašanju, ne, da pač ljudje so negotovi in želijo pravzaprav nekako zagotoviti ali pa obraniti svoje lastno podjetje pred nevarnostjo pač korona krize iz okolja, ne. Tako kot če ena taka zanimivost, ne. To je tudi moja informacija, mogoče lahko dodam. Prejšnji teden sem se pogovarjal z analitikom Dela in je pozval, da po njegovih podatkih likvidnost ni še velika težava, ampak kljub temu pa so že takoj konec oktobra, začetek novembra bistveno se podaljšali roki plačila. Oziroma začeli podaljševati zelo simptomatično, ne, kar je pomeni, ravno to je razlagal, da so verjetno na rezervo puščali denar pri sebi za vsak slučaj, ne. V redu, jaz imam še eno vprašanje, imate zdaj kakšno konkreten nasvet za naše podjetnike, kaj v teh razmerah zdaj ali pa čez nekaj časa, kako modro pravzaprav se pripravljati ali pa odreagirati? Ja, pravzaprav dva nasveta, ne. Prvi nasvet je ta, da svetujem pozorno opazovanje vaših poslovnih partnerjev, na kakšen način komunicirajo z vami, ali ažurno odgovarjajo na vaše elektronska sporočila, ali vam dvigujejo telefone, ali opazite kakršnokoli spremembo pri času dobave materialov, ali so kakšni zamiki, ne. Pač vse te stvari pač pozorno spremljate in seveda na to pač primerno odreagirate. Zdaj, prej kot zasledite težave, tem lažje bo za vas, ker imate več časa na to, da se na to prilagodite. Še bolj
toplo bi vam pa svetoval, da v bistvu poskušate seveda te morebitne težave pri vaših poslovnih partnerjih zaslediti čim bolj vnaprej, ne. No, in to je bil pravzaprav nekako naš namen pri snovanju teh stresnih bonitetnih informacij, ne. Tako ta čas preživetja kot stresna bonitetna ocena, da pravzaprav našim uporabnikom zagotovimo nekako čim bolj pristne informacije o tem, v kakšni kondiciji so njihovi poslovni partnerji čim bolj vnaprej, ne. Ker prej, kot veste, da bo nekdo od vaših poslovnih partnerjev, ne vem, čez 2-3 meseca, da obstaja velika verjetnost, da bo postal nelikviden, ne, več časa imate vi, da se pač temu prilagodite, ne, in to je tisto, kar bi jaz svetoval pravzaprav vsakmu, ne, da mogoče ne nujno za vse poslovne partnerje, ki imate, sigurno pa za one, ki so vaši najpomembnejši ali pa največji poslovni partnerji, pa ja, ne, tle pa si predstavljam, da je neka prediktivna informacija, ki jo lahko danes dobite, kako bo z njimi, ne, temi vašimi pomembnimi poslovnimi partnerji čez 2-3 mesece, je lahko za vas zelo koristna. Mogoče lahko koristna do te mere, ne vem, da vam pomaga ohraniti vaše podjetje pri preživetju, ne, ker če kdo od vaših pomembnih poslovnih partnerjev te krize ne bo dobro preživel, potem sami veste, kakšno posledico bo to pustilo pravzaprav na vas, no. Še kakšno vprašanje mogoče? Če ni, bi jaz mogoče zaključil na pozitivno mislijo, ne. Vsaka kriza prinese nekaj dobrega. In če smo v prejšnji krizi razvili zelo dober sistem stresnih testov za banke, bomo morda v tej krizi razvili dober sistem stresnih testov za podjetja. Tako da bomo lahko tudi bolj varni v prihodnosti. Gospod dr. Srečko Devjak, najlepša hvala za vašo prezentacijo, za vaše predavanja, za čas, ki ste ga nam namenili. Prišli smo torej do konca 17. SBC webinarja, ki smo ga danes pripravili skupaj z našim partnerjem, družbo Bisnote. Posnetek današnjega webinarja, kot sem že povedal, bomo poslali, tako da ga boste lahko delili z vašimi sodelavci. Vabimo vas tudi k neposrednim vprašanjem našemu predavatelju po webinarju. Kontakt vam bomo posredovali tekom dneva. Verjamem, da se kmalu spet vidimo na naslednjih SBC webinarjih, v aktualnih terminih in tudi o temah vas bomo sproti obveščali. Hvala lepa vsem skupaj za pozornost, pazite nase, ostanite zdravi in srečno. Hvala za povabilo. Nasvidenje. Hvala.